Vsi veste, da je v zadnjih nekaj dneh se pojavilo več različnih predlogov v zvezi s spodbudami avtomobilskemu sektorju. Tako je bila včeraj predstavljena pobuda kolegov iz poslanske skupine SD, ki so predlagali, da se kupce okolju prijaznih avtomobilov subvencionira v višini 2000 evrov. Po drugi strani vas želim obvestiti, da je v teh dneh tudi vlada poslala v koalicijsko usklajevanje spremembo zakona o davku na motorna vozila. In obenem vas želim seznaniti, da bo v zvezi s tem zelo aktivno vlogo imela tudi naša poslanska skupina. Mi želimo povedati, da smo pravzaprav že dalj časa pripravljali zakon o dopolnitvah zakona o davku na motorna vozila in da smo želeli pripraviti zakon, ki bi na nek način temeljil predvsem na načelih trajnostnega razvoja oziroma ki bi bil predvsem okoljsko naravnan. Tu lahko povem, da je naš zakon pravzaprav precej podoben tistemu, kar je v koalicijsko usklajevanje ponudila tudi vlada, vendar pa so med obema predlogoma tudi kar pomembne razlike in mi bomo skušali te pomembne razlike, ki so v našem predlogu zakona uveljaviti tudi v okviru koalicijskega usklajevanja, ki smo ga danes predlagali ostalim partnerjem. Pri tem želim reči, da gre za dva zelo različna koncepta, če pogledate te predloge, predvsem, ki so bili dani včeraj strani kolegov iz SD-ja, na to, kako pravzaprav ravnati v primeru avtomobilske industrije, ki se v času recesije kaže kot izjemno pomemben gospodarski subjekt z močnim vplivom na vse ostale veje gospodarstva. V predlogu kolegov sicer piše, da gre za spodbujanje okolju prijaznih avtomobilov, vendar pa je kljub vsemu okolje tu s takšnim predlogom drugotnega pomena, ampak je, bom rekla, subvencija, ki bi jo prejemali kupci avtomobilov, pravzaprav predvsem po naši oceni bistveno bolj usmerjena v funkcijo in spodbujanje nakupa oziroma na nek način tudi v funkciji interesa predvsem prodajalcev avtomobilov. Veliko manj pa ima ta predlog, in to bomo tudi konkretneje pojasnili, okoljskih, bom rekla, okoljskih ciljev, ki naj bi jih dosegal. Zato upamo, da bomo v koaliciji glede spodbujanja avtomobilskega sektorja sprejeli takšne rešitve, takšne zakonske spremembe, ki bodo predvsem naravnani v doseganje ciljev na področju okolja, trajnostnega razvoja in v tem smislu predvsem, seveda veste, da mislim na količino izpuhov CO2-ja oziroma onesnaževanja zraka, kjer se nam zdi, da bi morali na nek način ravno na tej točki udejanjati tisto, kar pravimo, da je kriza lahko tudi priložnost. In tu menimo, da je potrebno pri spodbudah oziroma pri davčni politiki, ne pa pri neposrednih spodbudah nakupa, uravnavati zadevo tako, da se na nek način vzgaja kupce v smeri nakupa, ki bi bil, če tako rečem, okolju prijaznejši ali pa, če gre za nakupe znotraj javnega sektorja, ki bi služil tako imenovanim zelenim javnim naročilom. Vsi vemo, da je promet v ekspanziji in seveda v ekspanziji je tudi onesnaževanje, ki ga ta promet povzroča, in v tem sklopu seveda je potrebno spodbujati tako na eni strani avtomobilsko industrijo k temu, da bo razvijala znotraj svojih modelov predvsem okolju prijaznejše tipe vozil oziroma tudi prijaznejši način goriv. Po drugi strani pa je potrebno tudi na nek način vzgajati kupce, jih spodbujati k temu, da bodo z določenimi tudi državnimi spodbudami
kupovali takšna vozila, ki bodo dosegala predvsem čim boljše okoljske rezultate. Toliko bi mogoče jaz povedala z vidika splošnih intenc, ki jih bomo zastopali v zvezi z predlogi koalicije na segmentu spodbujanja avtomobilske industrije. Spremembi zakona smo pristopili tako mi, kot tudi v bistvu minister za finance. Mi smo želeli v bistvu se z njim uskladiti, še preden gre zadeva na vlado. Naš model zakona, ki smo ga pa pripravili, pa v bistvu temelji na zadnjih trendih oziroma na registraciji vozil, ki so bila registrirana v Sloveniji leta 2008, ker smo pač želeli videti, v kateri smeri gre trend v Republiki Sloveniji in pri tem so v bistvu najbolj aktualni ravno zadnji podatki iz prejšnjega leta. Mi smo ugotovili, da je v bistvu povprečna emisija vseh registriranih vozil nekako na povprečju Unije, to je tam okrog 159 gramov izpusta CO2 na kilometer in tržni deleži vozil, glede na standarde, ki se jih je postavila Unija do 2012, pa kaže, da so v tistem najnižjem razredu, to je do 130 gramov, v bistvu zelo skromni. Tam je bilo pri nas tam registriran v tem razredu okoli 10% vozil, največ v bistvu vozil je bilo kupljenih v razredih z emisijami od 130 do 160, torej dokaj potratno, zelo zaskrbljujoče je pa dejstvo, da bi vozil z emisijami med 160 in 200, kar četrtine. To pomeni, da Slovenci kupujemo zelo okoljsko potratne in v bistvu okolju neprijazne avtomobile. In v bistvu pokazalo se, da vse akcije ozaveščanja v bistvu kupca avtomobilov kaj dosti ni pripomore. Naša teza je, da se tudi v bistvu uvozniki in trgovci z avtomobili ne odzivajo na najnovejše okoljske trende in da v bistvu Slovencem še vedno ponuja, čeprav imajo že znotraj teh razredov vozila, ki se okolju prijazno ponuja še vedno v bistvu okoljsko potratne ta vozila. In da bi v bistvu te trende obrnili in spremenili, je smiselno samo to, da spremenimo pač obdavčitve. Potem bodo tudi trgovci zainteresirani, ker mi imamo v bistvu, če gledate v modelih od 2008 do 2009 je že v bistvu, recimo, če pozorim na Volvo, ki med svojimi bolj premijskimi avtomobili v srednjem razredu in srednjem nižjem razredu v bistvu prehaja že skoraj na emisije tam okrog 100 gramov v bistvu na kilometer, če govorimo o Volvo tih S40, V50 in tako dalje, ali pa C30. Torej, v bistvu modeli obstajajo, samo v Sloveniji se ne prodajo oziroma pri nas jih trgovci ne prodajo. Zato v bistvu tudi nasprotujemo tem premijam, ker bi jim šli v bistvu samo na roko. Tisto, kar bi že do zdaj morali ti trgovci prodajati, v bistvu bi jim zdaj subvencionirali. Čeprav to na tržišču že je od lanskega leta, če gledam. Oziroma bi morali priti na tržišče v tem letu. In sicer mi smo oblikovali v bistvu te naše razrede, na katere bi se nanašale davčne stopnje v bistvu po nekih dolgotrajnih ciljih, ki si jih zastavlja Unija. In v tem je v bistvu ta distinkcija med predlogom Ministrstva za finance in našim predlogom. Mi želimo v bistvu z višjimi davčnimi stopnjami obdavčiti tiste avtomobile, ki grejo nad 160 gramov v bistvu in to občutno bolj kot vlada. V Sloveniji veste, da so v bistvu avtomobili imajo najnižje stopnje obdavčitve v Uniji. Če odmislimo še nekatere nove članice, imamo mi v bistvu najnižje stopnje obdavčitve in v bistvu kar skoraj da zelo visok delež v bistvu avtomobilov na 1000 prebivalcev. Mi prekosimo Nemce, Irce, Portugalce, Grke in še ostale v bistvu države članice Unije. Zato si želimo, da bi v bistvu z našo davčno politiko vplivali na to, kakšne avtomobile v bistvu prvič ponujajo naši trgovci in drugič, kakšne avtomobile Slovenci kupujejo. Zato smo v bistvu oblikovali v nekaterih razredih dokaj bolj rigorozno lestvico davčnih stopenj kot pa vlada, ker smo prepričani, da je v bistvu takšna davčna lestvica pomeni pravo zeleno davčno reformo.